Dal sem se od sebe, pa nisem mislil, ampak dobro sem dal. Dobro jutro. Evo, konc tedna bo, jaz pa še nisem šel na rekreacijo, tako da to je ta zadnji dan, da res moram iti. Kako sem bil pa prejšnji teden priden, se pa tle dol imaš link, pa si poglej, ne glih dolg video. Drugače moram po pravici povedati, da nisem nekaj ful razpoložen za tek. Malo me še noge bolijo od Košute v nedeljo, tako da preteč grem 5 kilometrov, pa napišu komentar, kakšen čas misliš, da bom imel. Moj zadnji čas pa lahko vidiš v videu, ki imaš link tukaj spodaj. Ta trenutek je kar dobro začel dež padati, ampak zdaj, če sem se odločil, grem pa sej samo majčkeno, da se ogrejem, pa bo, tako da grem. Rekord je bil. Ne vem točno koliko. Mislim, da je bil rekord. Dal sem se od sebe, pa nisem mislil, ampak dobro sem dal. Naslednjič, ko grem teč 5 kilometrov, se bom pa štopal, da tečem krog 6 minut. Če bom enega tekel 5:50, bom naslednjega 6 pa 10. Hočem, da pretečem v pol ure. Zdaj sem pa pod 28 minutam. Ne vem koliko, ker sem to štoparco stavil, sem tudi 3-4 sekunde kasneje, po mojem. In je bilo videti, da je pod 28, kar mislim, da mora biti rekord. Car sem. Drugače pa, da vam povem, možgane sem majčkeno pretental. In to je tudi vzrok temu, da sem tukaj dober tekel, kljub slabem počutju, pa nisem v neke volje za tek. Zato, kaj sem naredil? Da se moram majčkeno nadihati. Vidite, komaj do zraka pridem. Zato, kaj sem naredil? Jaz imam tle en krog, ki ga tečem. In zdaj sem pa najprej majčkeno tekel na drugo stran, sem zmeraj sam tukaj pretekel, da mi je bilo tam tik pred bajto konc. Zdaj sem pa rekel, bom malo prej tekel, saj sem vedel, zakaj to delam, bom pol povedal. In da imam manj do konca, ne. In čeprav sem isto 5 kilometrov pretekel, nobenega klanca nisem spustil ali kaj takega, vse je bilo, ampak sem jaz vedel, da tako kul prineseš svoje možgane. In možgani so avtomatsko vso pot, ki sem jo pri drugih tekih začel, se pravi po kilometru, so mislili, da bo cilj dlje. In v bistvu je bil pa bližje, ne. In možgani ti tečejo s tem, da imajo še ful za preteč, ne. Sej, tu se sigurno ugotovili, če greš teč, ne vem, kilometer, 2, 5, 10 ali pa 20, je običajno, sej za nas amaterje, če je kakšen profesionalni tekač, ne me poprav, nimam jaz veliko pojma o tem, da čisto po pravici povem, jaz samo svoje stvari, ki jih opažam, jih tlele govorim. Zakaj govorim? Zato, da vi vidite, da jaz hodim teč, pa tako naprej, pa ne zato, da te zdaj rekel, Tomaše Fralega, vsakič gre teč, ne zato. Zato, ker večkrat, ko bom objavil tle na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, kjerkoli, se bo naredilo to, da bom jaz bolj motiviran za naslednjič teč. Kam rekel, evo, ljudje pričakujejo, da grem, da grem, in se bom bolj sigurno pripravil, To zdaj, ko imam intervjuje, vsak tork na YouTubeu ob 7:30 objavim intervju, oziroma zdaj ob 7, ki je že malo krajši dan, objavim intervju in tu vem, da vi pričakujete in zdaj zaenkrat jih zdaj že na 3 mesece zaporedoma objavljam, nisem niti enega torka spustil, in tu je ta prav način. In tu tudi zato, ker vi pričakujete. Tle bom pa tudi malo gruntil, da morda pričakujete, No in drugače pa ljudje, danes bom sigurno rekordno naredil, ker pač tule mi je dalo svoje, tako da ne do na kup prometa. In jaz sedaj malo na stran, da vam v mir povem, kar mislim povedati.
V glavnem, ja, mnogo več naredim, če grem teč, kakor pa, če ne grem, ne. In zdaj tele 4 dni, ker nisem nič šel, da v ponedeljek ne bi mogel niti pod razno, ne, ker so me tukaj noge bolele. V torek tudi ne so me še zmeraj tukaj noge bolele. In veste, da tudi danes, tu sem trd, tako kot so stari ljudje trdi. Ker je trd, ker rab 2 ure, da se mečken ulaufa, jaz sem pa tudi to rabil. Zato sem šel, najprej sem šel ene 500 metrov hoditi. Da se mečken tu, mogoče sem pa zaradi tega tukaj bolj tekel, tudi to je malo imelo vpliva. No, tako da ponedeljek, torek nisem mogel. Sredo nisem v časa, nikakor ne sem minute lovil cel dan. Včeraj tudi ne sem domov prišel malo čez 9, zjutraj zgodaj vstal, mu cel kup stvari. Tako da danes pa tudi imamo 9 sestank in moram kar pohititi, čeprav sem ob 6:30 vstal, pa da se malo zrihtaš. Malo sem se napil, malo sem še počakal, sem računalnik malo vžgal, malo sem se počakal, zato ker je bila tema. In veste, tema, stopiš v kakšno jamo, pa si bom gležen zvil, pa bom hudičo na zeleni veji. Tako da, ja, zdaj pa jutri počitek, v nedeljo pa spet rekreacija. Moram pa tule malo kombinirati z biciklom, ker, lejte, verjeten tek za moje leta, da ga skozi teram, tudi ni najbolj. Kolo po mojem manj trpijo kolena, gležnji in take zadeve. Kolo je super zadeva po mojem. Tako da zdaj tle gor na Prinskov, kjer ni nobenih avtov, tret, ponovadi še po enih hoz dol, pa tam po eni makadamski cesti vzad, pa kaj na stranje pridem, veliki gabe, pa tle domov, glavno fantastična proga. V nedeljo, če bo cajt, bom šel malo dlje, pa sonce bo, tako da moram tudi malo kombinirati z biciklom, pa druge mišice krepiš na biciklu. Tako da je prav, da vse krepimo. Zelo fino bi bilo pa tudi, če bi šel kaj v fitness. Ne, sem šel boks, bom šel trenirati. Boks, kam šel pa boks trenirati, imam pa tam tudi fitness pol zastojn, tako da bom pa tudi kdaj šel na fitness. Kdaj veste, da neke mišice razgibam, ki jih nikoli ne razgibam, ne. Tako da, ja, evo, ljudje, tu sem mu zapovedati. Glejte, če ne veste, kako je tule fino je teč, vas spodbujam, izzivam bi rekel, pejte enkrat, pa boste videli. Oziroma, pejte 3-krat, pa če bo kdo 3-krat šel, pa bo rekel, da je čist brez veze, da ni nobene spremembe občutil si. Evo, pol, jaz priznam, da smo ljudje ful različni, ampak verjeti tu ne morem, ker lejte, v tem so tudi milijone knjig napisanih, kako je tu fino, ne? Verjeten tudi kjera, da ni fino, ne? Včeraj je ena ženska napisala komentar mi na YouTubu, da, kaj je že bilo, v glavnem napisala je, da so pozitivna samopodoba, motivacija, rekreacija, cona udobja, da so tu vse izmišljene stvari, zato da bi po domače povedano zajebala človeka, ne. Tako da, mislim, ni treba biti ravno brihten, da veš, da tu ni res, ne, ampak vidite, 1 od milijona, pa ne 1 od milijona, danes je 1 od 100 se tak najde, ali pa še več se jih najde, ker pač se ne bojo spravili teč in pol, namesto da bi mene vzeli, ki grem teč za motivacijo, pa bi rekel, bom tudi jaz, kot Tomaž, je jezen name, zato ker jaz se spravim delati, on se pa ne spravi. Glejte, taka je človeška psihologija in tako je to, ne. In srečni smo tisti ljudje, ki si boljše od sebe ne jemljemo za konkurenco, ampak si jih jemljemo za motivacijo, pa kako se bomo kaj od njih naučili. In ali je tu na področju športa ali pa posla, je tu zelo pomembno. Še bolj je tu pomembno pri poslu, ne. Ker če si zagrejen, pa ti vsi, ki jim gre bolj na živce, grejo, pa se nočeš niti z nobenim družiti, ne, veliko zgubljaš. Ogromno zgubljaš, ogromno. Tako da vam tu ne priporočam. Čeprav ne, v poslu je pa tudi tako. Če si pa fejst navošljiv drugem, ne, da te fejst žre, ki gre drugem boljš, je tu pa tudi
dobra motivacija, da jih prehitiš, boš delal, makar da crkneš. Sem, da boš uspel, je taka motivacija, tako kot so meni tudi negativni komentarji, tista ženska, ki mi je napisala, da raj ne pišem knjig, ker pač to ne znam, meni je ona motivacijo dala. Meni je ona motivacijo dala, da bom še eno knjigo napisal, ma ne še eno, še 3, saj bi jih glih tako in tako. Ampak zaradi tega nenga bom pa tudi mal prej knjigo napisal, kakor bi jo drugače. Zdaj, kaj je s tem bilo? Poglejte, sem objavil video na YouTubu, pa sem prebral, kaj mi je pisala, pa boste tudi videli, da mi je pisala samo zaradi žlehtnobe, ne. In to mi je motivacija, ne, tako da zdaj sem malo zaplel se, ampak hotel sem sam sebe popraviti, ne, da mi ne bo, da sem povedal čisto točno tako, kot mislim, ne, se pravi, mislim, da je daleč najboljš, da si boljše vzameš za motivacijo, pa da se učiš za njih, ne. Verjamem pa tudi to, da če ti grejo boljši ful na živce, da imaš tudi ti majčkeno večjo možnost, da ti rata, zato ker boš vse naredil, da jih prehitiš. Jaz imam zadnje cajte na področju posla, imam problem, ker nisem nobenemu čisto nič navoščljiv in nimam čisto nobene motivacije za zaslužiti. Imam za delati pa ene stvari, ne, ampak ni denar v zadnjo motivacija. Kar ni dober, ne. Če ti je samo denar motivacija, boš svoje storitve dražje prodajal, vsako svojo minuto boš dražje prodal, pa tako naprej, ne. Meni se zdaj gre pa, ne vem, tudi mogoče za neki dokazovanje samo sebi, ne. Glejte, če 3 moje knjige naročite, ne, vam jih dostavim na dom, si vzamem čas, z vam poklepetam, ne. Čeprav vsem zdaj, ki sem nesel, ne, lahko rečem, da je bila to super izkušnja, ker tudi to samo oni naročijo, ki sem jim jaz všeč. Jaz sem všeč takim ljudem, ki so meni podobni in pol so tudi meni všeč te ljudje, ne. Tako da zdaj vsem, ki sem to knjige, ki so 3 naročili, ki sem jim dostavil, imam zelo pozitivno izkušnjo in sem ful vesel, da sem se tu spomnil. No, ampak veste, to mi pol dneva vzame, ne. Zdaj nazadnje, ko sem nesel eni gospe, sva pol, jaz sem dobro uro rabil, da sem do nje prišel, pol so pa 3 ure debatirali ali pa še malo več. Pa spet domov prideti, pa je šel cel dan, ampak nič ne žalim, ampak tako ti rečem, če bi bil ful zainteresiran za denar, ne bi tega delal, ne, ker bi raj takrat se ukvarjal druge stvari, pa bi res lahko nekaj zaslužil, rečemo SEO optimizacijo ali pa karkoli drugega, ne. Tako da ja, zdaj pa že malo filozofiram, ampak glejte, v takihle trenutkih, ki gre človek teč, ne, jaz sem mislil, da v tale video dolg 2 minute, pa vidim, da je že 12 minut pa pol, jaz sem mislil, ne, hotel sem to reči, takole, ki grem teč, glejte, se mi nekako misli razbistrijo in lažje govorim, kakor pa takrat, ko me vidite zvečer tamle v pisarni, ko sem že ves zmatran, utrujen, saj pol, ko pridem noter je, ampak zdajle zjutraj je pa noro, ne, škoda, ker sem se z enim ob 9 zmenil, da moram zdajle hiteti, tako bom hitel jaz, hitel se stuširati, vse se shitel, ne, ker drugače pa tudi, čeprav bom ob 9 na šiht prišel. Jaz bom danes delal do, ne vem, 8, 9, morda 10 zvečer, morda tudi do 11, ne, in bom tudi mnogo več naredil, čeprav bom tele 2 ure zjutraj zamudil, ne, zato, ker sem šel teč. Zdaj pa že filozofiram, evo, zdaj bi vas pa sam tiste, ki ste gledali do konca, tale video vas bi pa lepo prosil, če samo poveste, da ste gledali do konca, pa v stavku 2, če napišete, kaj si mislite o vsem tem, kar sem povedal. Karkoli boste napisali. Ok, tako da, prosim, nič, imejte se, lep dan želim, probajte tudi vi, boste vedeli, ni slabo. Lepši del teka je pa tole, ko greš, ko si odtekel, ko si ves zmatran, pa ko se že malo spočiješ in ko lepo še ves pregret, hodiš čist polahko proti domu, malo razmišljaš,
vesel si, ki si pretekel. To je pa najlepši del teka.